Želim izpostaviti eno stvar, in sicer medijski krog oziroma filmski krog. Filmski krog oziroma medijski krog je način poučevanja filma, ki sem ga razvil v 15 letih svojega poučevanja. To niso neposredno faze produkcije, faze tega, kako nastane film, so vpletene noter, ampak je bolj način, kako vse tisto, kar je bistveno za nek medijski izdelek, nastane oziroma kako dijake naučiti čim bolj učinkovito in čim bolj pregledno, kako pridemo do tega. Jaz bom šel na hitro, ne bom kompliciral. Prva stvar je torej zgodba oziroma naratologija, poglavje o tem, veda o zgodbah ali pa o pripovedovanju. Potem je jezik, filmski oziroma jezik medijev. O tem bom majčkeno spregovoril prav dosti ne. Danes bom samo pokazal čisto na kratko ene stvari, ker vsa ta področja imam potem pripravljena za turnejo po Sloveniji, za predavanja, ki bojo mogoče podrobneje osvetlila in bila posvečena sem posamezni temi. Potem pridejo izrazila. Zdaj bom pol povedal, kaj je posamezno. Potem pride produkcija oziroma sam nastanek medijskega izdelka ter zgodovina in teorija filma oziroma medijev. Zdaj pa tako, vsak, zdaj to čisto premehen napisan, ampak tudi jaz sem težko bral, ko sem to videl, ampak vam bom povedal, pa ne bomo se predolgo ustavljali. Skratka, ko govorimo o naratologiji, se ukvarjamo s tem, kateri so tisti elementi zgodbe, ki so nespremenjeni, ki so skupni že 6000 let. Zdaj obstajata dva teoretika, ki sta pomembna za predvsem tudi velik odmev sta imela v filmu, v filmski scenaristiki. Prvi je Joseph Campbell, britanski profesor z Oxfordske univerze, ki je v 40 letih napisal knjigo Junakovo potovanje, in Vladimir Prop, ki je v 30 letih v Rusiji na podlagi analize 100 ruskih basni oziroma ljudskih pripovedk postavil oziroma izluščil 32 oziroma 33 točk, ki se zgodijo v vsaki pravljici. Joseph Campbell je analiziral mite, zgodovino mitov in je ugotovil, da neodvisno od civilizacije, neodvisno od kontinenta, a so imele kulture med sabo stik ali pa ne, imajo vsi miti eni in istih 17 točk. 17 stvari, ki se zgodijo. In poglej, Vojna zvezd je bila narejena po Joseph Campbellu. In vzemite praktično katerikoli uspešen film, boste najdeli v njem teh 17 točk, ki se zgodijo. In o tem govorimo, ko govorimo o naratologiji. Druga stvar je jezik. Tukaj je veliko stvari, ki je zelo obširno področje, ampak v osnovi govorimo o strukturi medijskega besedila, o semiotiki, se pravi vedi o znakih in o filmskem pogledu. Potem so izrazila, to je recimo, če govorimo pri filmu, pa brez skrbi niste prišli na napačno, je to povezano z Sodnim poletom. Če govorimo o filmu, so to recimo svetloba, zvok, kompozicija, montaža. To je vse tisto, s čimer se izražamo, s čimer izražamo zgodbo. Ker najprej, ko znamo napisati zgodbo, dobimo sinopsis, ko uporabimo znanje v filmskem jeziku, dobimo scenarij, na podlagi scenarija, če uporabimo izrazila, dobimo snemalno knjigo, potem gre film v produkcijo in na koncu imamo še zgodovino in teorijo, to so pa eseji, ki se ukvarjamo z žanri, avtorjem in tako naprej.